Na Kunigundi imamo danes Čar-iz-omar, sejem vintage oblačil. Kako je nastala ta ideja? V bistvu smo bili zelo inspirirani po vsem tem, se mi zdi, da takem navalu teh vintage trgovin, pa tega, ko se ta second hand, pa thriftanje, pa smo se zamislili, da bi naredili tudi sami nekaj takega, da bi pač v Kunigundo to noter upeljali in smo se pol spomnili povabiti te razne vintage stores, pa tudi te, ki imajo svoje izdelke, pa še zraven tega, ki prodajajo vintage oblačila, tako da je pol to nastalo nekako tako skupaj. Kdo se pa danes razstavlja na sejmu? Danes so prišle Renkar Mika, Cats and Clothes, potem imamo tudi Henna Body Art, pa še Contrega Second Hand, to je pa to, ja. Nahajamo pa se na novi Kunigundini lokaciji na revitaliziranem trgu pred pekarno Ideja. Ja, za to lokacijo smo se nekako odločili, zato da bi tudi malo promovirali to na novo, renoviran del Velenja, pa tudi zelo luškan plac se nam je zdel za postaviti nek tak vintage sejem, tako da to je to v bistvu, ja. Super, hvala. Na sejmu vintage oblačil spodbujamo trajnostno modo, saj je oblačilna industrija eden od večjih onesnaževalcev. O tem se tudi veliko osvešča. Ste sami spremenili svoje navade glede nakupovanja, poskušate oblačila čim dlje ohraniti oziroma jih predelati? V bistvu stara oblačila so meni skoraj v zibelko položena. Zelo rada imam ta oblačila in že kot otrok sem nosila reciklirana oblačila. Najprej zato, ker ni bilo denarja, ni bilo neke tukaj ekologije še zadaj, ne. Potem z leti odraščaš, na valeti sem imela rabljeno oblačilo, za maturo sem si predelala oblačilo. To so kroji, to so v bistvu kvaliteta izdelkov tudi taka, ko se danes ne ponovi več, ko je nekaj čisto posebnega in drugačnega, ne. Zdaj pa vsekakor tudi zaradi trajnostnih zadev. Jaz imam recimo v omari 20 let star plašč, še zmeraj ga lahko z veseljem oblečem. Te industrije, kakor je bila včasih, ne, ko smo imeli res svojo slovensko industrijo, kot je Labot, Mura, mogoče še Elkroj, to so bile kvalitetni izdelki iz dobrih materialov, da danes dobimo v bistvu smeti. Jaz take, kar je v trgovini zdaj, jaz to še za potleh pomivati ne bi imela. Moram priznati, da mi ni všeč in zaradi tega zmeraj obiščem kak takle sejem, ker je to priložnost, da najdeš res zaklade in si popestriš garderobo in dobiš nekaj, kar se v bistvu ne da več dobiti in si nekaj posebnega, si unikatnega. Zdaj, odkar se je to začelo bolj o tem govoriti, se mi zdi, da sem tudi sama bolj začela se zavedati, koliko je lahko škodljivo za okolje in tudi zdaj bolj nakupujem manj, pa tudi take kose, ki se mi zdi, da se bodo dlje ohranili na take mikrotrende pa take stvari. Kako pa se vam zdi revitalizacija starega Velenja? Se radi sprehodite čez Stari trg? Ja, Velenje je potrebovalo. To staro Velenje je potrebovalo novo oblekco in moram reči, da so zelo dobro upravili, da mi je nadvse všeč, ampak mogoče res edino, kar je pogrešam, zelenje, ker danes bi bilo tukaj veliko bolj prijetno in veliko bolj sveže, če bi lahko recimo bili v senci nekih dreves in bi bilo nekaj upanja. Tako da tukaj je arhitekt zgrešil z konceptom brez zelenja. Sicer pa moram reči, da je bilo potrebno in da je lepo. Ja, z družino tudi večkrat gremo, zdaj se mi zdi, da je zelo lepši in tudi tako lepo vzdušje se mi zdi.